Živijo, so Ponč in Sonč oziroma Alex in Cindy. V prejšnjem videu sva se podala na noro avanturo s trikolesnikom iz druge svetovne vojne. Najin cilj? Priti iz Logatca po stranskih poteh do Dalmacije. Nepozabna izkušnja seveda ni šla brez preprek, kar je le še popestrilo dogajanje. Crknu? Če si vloga še nisi ogledal, te povezava čaka v opisu videa. Mi pa že nadaljujemo s pustolovščino in sicer gremo s tem istim motorjem nazaj v čas, na divji zahod v deželo kavbojcev in indijancev. Dobro jutro. Zbudili smo se v precej vetroven dan, kakor vidite tudi po valovih za nama. Ampak to naj je nam nič zmotil, ker mi dva imamo danes relax day. Zdaj, če mi mislimo nazaj prijeti, moramo tole malo bolj borenk poštimati, da bomo prišli nazaj. A nam bo ratal? Bo. Na poti na morje smo namreč že enkrat popravljali motor, ker se nam je strgala zalja za gas. Le to smo samo začasno popravili z tako imenovanim tekočim železom, kar ni permanentna rešitev in je to res treba zrihtati. Bomo po rusko naštevali. Kako pa je to po rusko? Ja, kladu pa macola. Drži. Aha. Ja, nič, Boštjan več kot očitno ve, kaj dela, tako da ga bomo pustili lepo prmil, da tole v miru zrihta. Mi pa si ta čas lahko pogledamo, kje približno gremo nazaj proti domu in kaj si bomo ogledali. Našo pot bomo začeli v Senju in se zopet preko Velebita odpravili do Liča, kjer nas čaka prva postojanka. Tam se bo moral Oral zopet izkazati, saj ga bomo peljali po stranskih, kamnitih, gozdnih cestah do vasice sredi divjega zahoda, le da se ta nahaja na sredini Hrvaške. Pa ne pa še kdo reče, da Cindy ni predana na Instagramu. Vse za fotko. Malo so trdi ti kamni. A da so? Malček. A sta preveč divjala, a ne? Neč nisva divjala. Tako je življenje z Uralom, ga je treba malo pošramfati. Na vsako pot na vsako stran enkrat se je treba ustaviti pa nekaj popraviti, tako. Ja, seveda. Zdaj je v glavnem treba popraviti ta zadnjo bremzo, ki ne dela. Skipper, a bo šlo to? Bomo videli? Bomo videli. Ampak smo se pa ustavili na fajn razgledni točki, tako da gremo No evo, bo pa popravilo z razgledom. Ja. Razgled ti v božji materni, Pemti, tukaj sem te na šap še enega zlizal. Skipper je rekel, kva ti misliš, da smo na jadrnici ali kva? Se oproščam. Balansero. Balansero. Ampak ti so to resno pripravil, ej. Dvigalka. Ni, da ni. Ni, da ni. Cel prtljažnik orodja. Cel prtljažnik orodja.
Dve. O, Marija. Vse bomo ponucali. No, kak se pa špica poprav? Z vezico. Pa še nekaj, ne? Še tle črna. Je. Ej, te modele čisto uživajo, so kar že lajkali ta video, tako da če je tudi te všeč ta video, daj stisni tisti like tam spodaj. Tole pa niso več pašniki, pa trava, gor z Velebita. Če se je spremenila pokrajina, to pomeni samo eno stvar. Prišli smo do naše prve destinacije. No, temu se pa reče road trip. Ti, kar vidiš sprotne zemljevice, greš pogledat. Zdaj, tole sicer nismo vedeli, da je toliko gozdu, ampak dober je. Malo smo s poti skrenili, v bistvu je taka makadamska pot, kle v občini Fužine, in smo si zdaj šli pogledat šumsko bajko. Bajko. Ja, zdaj se je pa Ural izkazal. Ta cesta makadamska, oska, popolna za Ural. Se ima GoPro dobro stabilizacijo, ampak ta cesta je bila še za GoPro prehud za logaj. Tok samo tem, kje smo se vozila, ne? Tukaj imate v bistvu domač živalski vrt, ki si ga bomo šli zdaj tudi pogledat. Lahko pa seveda tudi prespite tukaj in sicer v tej hiški tako robinzonsko spanje. Evo jo košutko, teč košutka ega. Ko so lepi. Ampak tamle je pa divja svina, se gremo divjo svino gledat. Ti so pa luškani. Jo, ta majčkani so. Jo, pikolominovo. Niti se mače. A greš z nami? A greš na Urala? Z nami? V Slovenijo? Pej. Sam popej, sam pej. Sam let leta. Ne skači. I gore je soba, 4 kreveta, slobodno prođite. Hvala. Molim. Evo, zdaj smo pa noter v tej hišci. Nama jo je lastnica pokazala. Tlele je pač ta mal prostor, pa je pa zgori še soba s 4 postelji. Prav, da to je idealno za ljubimce, da pridejo tle malo na oddih. Ja, prav luškano. Res je luškano. Fleten. Voda imaš pa kar tako. Evo temu za vino. Mogoče pa vino? Mogoče pa vino. Gremo še gor pogledat. Pa jaz ne pridem skozi. Palčkova dežela. Palčkova dežela. Za jutranjim pogledom na Božička. Sam res. Ja, no, cela stvar je majčkeno otročja oziroma pač narejena za otroke, ampak po drugi strani pa, če ste starši oziroma imate kakšne nečake, je pa tole res perfekten vzlet oziroma obisk.
Howdy, everybody! Dobrodošli na divjem zahodu v mestu Roseville v občini Fužine na Hrvaškem. Zdaj smo bili pa čisto pravi Indiana Jonesi, ko nas je premetavali. Hudo! Smo pa najdel eno neverjetno stvar klele na Hrvaškem. Pač ne morete verjeti, da to tukaj je. Totalno neturistična stvar, po mojem. Dobrodošli v deželo kavbojcev in indijancev, oziroma v deželo Vinetuja. Kavbojsko selo. Isti. Ej, Ponča, ni noro, jaz se počutim kot v Ameriki, kot v enem ghost townu, pač hudo, neverjetno. Vse, kar je razlika, je to, da je malo zeleno, za ghost town. Zelen, ampak hudo, neverjetno. Še muska je ta prava, taka za mojo dušo. Ta prava, ta prava. Ka Ponč hoče izpast kul. Sam ne meni v glavo vrš, prosim. Čaki, čaki. Ej, si jih pa zadela. To niso balinčki, veš. Tako bomo naše spustiti, naše spustiti. Naše. Ok. No, nekaj si pa zadev. Marjan, ne biti razočaran nad mano. Aha, No. zdaj ti pa že gre. Nahajamo se v tako imenovanem mestu Roseville. Torej, to je samo ena izmed možnih lokacij, ki si jih lahko ogledate na Hrvaškem, kjer so snemali slavnega princa indijanca Vinetuja. Vinetuja so posneli pač več delov in snemali so ga večinoma tukaj na Hrvaškem in pa nekaj malega tudi v Nemčiji. Soba, v kateri se nahajava, v bistvu prikazuje vse možne lokacije snemanja. Kot rečeno, trenutno smo v mestu Roseville, se pravi, to je tukaj v občini Fužine. In tle je ta vas kavbojcev, se pravi, vidimo vse ta Wild West, kakor si ga pač predstavljamo, šerifi in vse to. Potem naslednja lokacija je indijanska vasica v Brezah. Tukaj so te indijanski šotorčki, totemčki in take stvari, se pravi, lokacija v bistvu indijancev, kjer so snemali. V bistvu na slikah, ki jih vidite, so vse tudi tako iz snemanja, tako da lahko malo vidite tudi kako izgleda to v zakulisju, behind the scenes. Se pravi, tole je v mrzli vodici jezeru, blizu reke. Zdaj ta zadnja je pa zelo tako splošna, se pravi, na splošno lokacije po Istri in Dalmaciji, se pravi, od raznih lokomotiv, sotesk oziroma kanjonov. Zdaj točen, kje vse te pa so, bi bilo pa treba mečken pogooglati. Skratka, tle v tej sobi res vidimo vse te fule filme, no, ne vem, jaz sem čisto navdušen. A tle ga bomo pa zdaj noto ropati? Ja, money heist. Money heist. Ej, Ponč. Gremo hitro gor. The first week of the month, right up into orbit, my chick's the only bound. A lanyard thinks a problem, a rent being overdue. What possible solution? I haven't got a clue. But at the end of the day, at the end. Kakšna pošast je pa tle kot koropota. A niso piškoti, so lek so čist majhni. Ta ti hotel lupčka dat. Ti pa kamorkoli priješ, moraš zvoniti. Ja, pa vsakič si moram eno željo zaželiti.
Mi da sploh ne moramo verjeti, da je tako blizu Slovenije, tako blizu nas pa čisto popolnoma drug svet kavbojcev. Tako da toplo priporočava, da greste enkrat po deželi oziroma po poteh Vinetuja. Mi pa že drvimo naprej do naslednje destinacije. No, pa še ta zadnja postojanka za danes, bunker. Zdaj, kar je posebnost tega bunkerja je, da se nahaja kuj zraven železniške proge. In sicer so ga zgradili Italijani z namenom, da v bistvu varujejo to progo, ker tlele so ji prevažali svega in svašta mem. Tako da, če kdo ne ta prav prišel kakšen partizan, to so samo pa ta dol naredili. In ja, zdaj se gremo pogledati, kako to izgleda. Je pa to edini še ohranjen bunker na tej relaciji. Ej, ampak to je tako ogromen bunker. Prid pogledaj. No, če ne. Ej, netopiri so drugače. Ja, to pa ni v redu, pa korona. Glej ga, netopirčka. A vidiš? Ja, vidim. Sam teh štenk zmanjka, ne kamor nosiš. A res? Ja, Prav zmanjka je. glej, tam je konc. Ojoj, To je to. prepad je. A kamor našel? Je nič, pa se pa obrnem. Kar nazaj. Od bunkerja sicer bore malo, ampak dobro, ok, sej, naprej ne moreš vedeti. Je pa bolj pomemben to, kar sledi, in sicer na ta isti dan so potekale volitve oziroma referendum za vodo. In to je bilo tudi treba ujeti. Ja, tale dež nas je kar dobro ujel in moram priznati, da tudi tukaj me je zelo zebalo. Ni bilo glih prijetno. Malo nas je zalil, ampak dobro je, tam že sonce svet. Smo pa srečno prišli na mejo. No, meja je, sonce je pa poj tudi v Sloveniji. Ja, bolj, ko sem ti sonce gledal, bolj je dež pada. Ja, ne? Bolj, ko je bila suha cesta, bolj je kapljal. Ja. Čeprav je tale vožnja z oralom vse super fletom pa fajn, ne smemo pozabiti na državljansko dolžnost. In sicer treba je še voliti. Pa čeprav je samo še 15 minut do zaprtja volišč. Bolje pozno kot nikoli, a ne? Valjda, glaven da rata. Prav zares, evo, za las ga bomo ujeli. No, balansero naj je pripelal srečno nazaj domov. Bravo, balansero! Tole nam je pa dobro ratal. Pa spet smo li za sončen zahod doma. Evo, odlično, prav super smo. To, Bravo. najbolje. Če pa tole ni bil najbolj odbit vlog, kar smo ga do zdaj delala, pa tudi ne vem, a je bil nor. Dajte samo v komentarje napisati, koliko je bilo tole noro od 1 do 100. Pač vse smo imeli, dogodivščino smo imeli, oglede smo imeli, dež smo imeli, vročino smo imeli, Popravila smo imeli. popravilo motorja smo imeli 2-krat, relax smo imeli, morje, plaža, pač cel paket, res vse je bilo v tem vlogu. Neverjetno, pač nor vikend in ful huda izkušnja. Tole gremo še enkrat, sigurno. Sigurno ponovimo, ja. Ok, ampak zdaj so mi dva kar precej zmatrana, vsa limasta od tega dežja, tako da komi čakam, da gremo po tuš. Tako se bo Jano poslovila, tako da sam še te klasične YouTube stvari, dajte lajka, če je bil tole noro dober vlog, dajte napisati, če je bil noro dober vlog, pa subscribejte, če ni bil glih toliko noro dober, ampak je bil pa glih tako v redu. Ne, subscribejte, da vidijo še več takih dogodivščin, a ne? Ja, ne moreš biti preveč zahteven. Ja, sej nisem kaj. Prav, nič, se vidimo v naslednjem vlogu. Uživite! Čau, čau! that I die. I can't hide.